Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med notami. Nocoj je naš gost, zelo znani, Rok Ferenča. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studio. Hvala. Lep dober večer oziroma dan vsem gledalkam in gledalcem. Na sceni ste že več kot 20 let praktično. Včasih sem kar nehal šteti. Sem se prej pogovarjala, štejem samo, rečemo, od prve plošče, je pa res, da bo to leta 97, se pravi 19. Tako. Je pa, rekel, tisti sami začetki pa že kar par let prej segajo. Drugač pa že, tako, že mehan in se začneš drti, takrat se začne z muska. In je bila potem logična pot kakšna glasbena? Glasbena šola? Na začetku malo hodil, ampak v tistih časih je bilo tako, ko si prišel z glasbo, se te takoj dal, ne, tole bo to klasiko, in si izgubil malo volje. In pol sem mogoče zaradi tega nehal, kar mi je žal, ker nisem nadaljeval, ker to je tako, kad danes, kad te mogoče jih ne zanima, danes dojemam, rečemo, klasiko, pa tako drugačno muziko, ko si pa mehan, te pa tisto, kar slišiš po radiju. Tako da pa šel sem, rekel, 10 ur, predvsem bolj zaradi dihanja petja. Pa je bila glasba Elvisa Presleyja in izvajalcev tiste dobe, 50 let prejšnjega stoletja, tista prva, ki je zbudila zanimanje in se usedla v srce. Jaz že kot mehan se spomnim šunih plošč in spomnim se sicer plošče, ki je bila Andy Williams. Pa sem začel malo tako muziko poslušati, mene je to tako čarala. Mi je bila tako dobra muzika, pol, rečemo, čez filme, kot James Dean, take frizure. In to je iz tistih let in mi je to pritegnilo in iskrenost glasbe in življenja. In kdaj pa prišla potem tista iskrica, ideja ustanoviti bend? Mislim pa, to je bilo tam 13-14 let smo bili stari in smo že, pa kolega, malo on je kitaro igral, en je imel nekje, ne vem od koga, bobne doma in pa smo kar tako začenjali in poizkušali. In tako zelo na taki prijateljski ravni, ampak čutili smo pa isto muziko in smo se najdli. Kje ste potem vadili, koliko vaj je bilo potrebnih? Vaj še danes veliko potrebnih. Je pa tako, da smo, spomnim se enih vaj pri enemu prijatelju, smo vadili točno ob kurniku in tako vem, da so tudi v nekure nehale jajca nositi, vse je bilo in pa so rekli, da ne vadimo tam. Je bilo malo glasno? Ja, glasno in stresno za kokoši, tako da so ostali brez jajc. Ste se morali potem preseliti? Ja. In se spomnite morda tistih prvih nastopov, kje so bili za prijatelje, sorodnike? Ja, bolj tako bom rekel, za te prijatelje pa smo kar naredili v kakšni dvoranci. Vem, da je imel en kolega poslovilca, takrat smo rekli še poslovilca, ki se je šlo v vojsko, in pa smo začeli tam igrati. Kjerkoli si dobil, sam da si imel priložnost. Ker tudi, rekel, nekaj časa nazaj so se z Alešem Klinarjem srečala. Ko se ti spomniš, ko so igrali še kot Agropop, so imeli v Ljubljani en tako ogromen koncert in ne vem, kako sem jaz takrat gor na oder prišel, ampak vidim kot mlad, wow, jaz pridem lahko gor na oder, ne. Včasih smo imeli še tega mišljenja, koliko moram pa plačati, da pridem sploh na tak oder. Meni je bilo to tako, wow, zanimivo. Fascinantno. Ja. Pa so vas takole Agropop in razne ostale uveljavljene skupine takrat rade sprejele med sebe? Bom mogel še enkrat vprašati, kako je bilo po resnici. Ja. No, drugače pa ste se tudi uveljavili na samih festivalih. Mogoče Jagode in čokolada, ki bomo potem na koncu daje poslušali, je bila kar taka, ki se je prijela. Ja, leta 97 na EMI, takrat smo sicer zasedli 3. mesto. Smo bili res, verjetno za tiste čase, malo drugačni, da so pa to, kaj pa je to, ne. In tako danes vidiš, da ni treba, da zmagaš, da imaš popularno pesem. Ravno tako drugi, kot so prej rekla, ne vem, Silvija, tudi ni bila zmagovalna. In tisto leto sem šel pa jaz in Blaž tudi Stanjo Ribič pa še na Irsko. In kakšna je bila pa ta izkušnja? Odlična. Mene je bilo lepo, mi je bilo, takrat smo še ujeli tiste malo orkestre, ne, gor. Velik oder. Ja, čeprav
takrat sem prvič v življenju, da televizija pa to le malo drugače pokaže, ker ko si stal v green roomu pred sobi in gledaš na ekran, kako je to velika dvorana. In potem prideš noter, to je 3-krat manjše, kot na televiziji. Televizija je tak močen medij, Ja, ne? zelo. In takrat sem prvič to občutil, da vidiš, pri nas še nekako si dojel. Tam pa res iz ekrana sem mislil, da je to, ne vem, za 50,000 ljudi. Notih je bilo pa, ne vem, pa 3-4 tisoč, ne, občinstva. Ampak je bila taka izkušnja morda, da bi jo kdaj ponovili? Mi je bila zanimiva. Lahko bi jo pa ponovil, ne vem. Ker vse v življenju moraš vedeti, vse z nekim namenom mi bilo všeč. Slovenska popevka pa se je pa tudi dobro obnesla s Katjo Fašink, ste zmagali. S Katjo me je še takrat, ki je naredil Grabnar pesem, bi s Katjo pel in pa se Katjo tako poznal, ampak nisem si pa predstavljal, da tako dobro poje. To je bilo, ker ona se je vedno pojavljala mogoče malo v drugih vlogah, ne lih kot pevka, pa ugotoviš, da je glasbenica. In so na koncu na presenečenje bila zmagovalca mislim, da po občinstvu, kako ne. Da so bila prav vesela. Ja, in kakšne zahtevne priprave ste imeli takrat, kakšen teden pred nastopom? Jaz sem maso vadila, kolikor sem imela čas. Je bilo težko uskladiti? Ne, niti ne. Rekel, če imaš malo veselja do tega, se vedno čas najde. Mi je bila pa ena lepa prigoda, ki je imela en tak lep obesek. Verjetno se to še vedno na posnetku vidi. In ona poje in sred pesmi še malo poskakvala in sem sam videl, pač punce imajo lep dekolte in kako je tisto začelo noter lest in je tako in se je sam še nasmejala in je šel obesek dol. To med samim nastopom? Ja, med samim nastopom. Aha, ampak se niste dala motič? Ne, se nisva dala, se skoncentrirala in odpela. Tako. Zdaj bomo novi videospot, oziroma zadnji posneti Petra vsi ogledali. Lahko kaj več poveste o njem? En tak lušten meni všečna glasba rock'n'roll, ki je bil vedno, mi je tudi kolega iz 8 Bomb, basist Matej, zdaj sem pa že imena skoraj vse pozabil, posnel kontrabas, pa boben Damir Igličar, s katerim so pa midva že leta tam 93 že igrala. To je tisti prijateljski bendi, ko smo bili še Ghost of the 50s in ona dva sta doma v taki glasbi, ne. In še eno žensko ime je ratalo. Od Nike, Maje, Mojce, Petre, tako da bomo hmalo imeli že za celo ploščo ženskih imen. Tako, no pa si poglejmo Petro. To bili so proti nori dnevi, ko vroče so bile vse noči. Sanjali smo vsi o tebi, z napol odprtimi očmi. Na glavi rutka tega staramena, vsak večer si hula hop potela. Mini krilce nagajil na smeh, ujeti tvoj pogled je bil uspeh. Senca me je osvežila, ko si se v ritmu zibala. Petra, hula hop, ti vroči dnevi. Petra, hula hop, ojej. Petra, hula hop, nori si večeri. Petra, hula hop, ojej. Mrakom hula hop si odložila, končno si se meni posvetila. Sladek bil je kralj mi poljub, vsak od njih minil je brez obljub. To bili so proti nori dnevi, ko vroče so bile vse noči. Sanjali smo vsi o tebi, z napol odprtimi
očmi. Lana senca me je osvežila, ko si se v ritmu zibala. Petra, hula hop, oh ti vroči dnevi. Petra, hula hop, ojej. Petra, hula hop, nori si večeri. Petra, hula hop, ojej. Petra, 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 hula hop, oh ti vroči dnevi. Petra, hula hop, ojej. Petra, hula hop, nori si večeri. Petra, hula hop, ojej. Petra, hula hop, ojej. Petra, hula hop, ojej. Takole, vrnili smo se od Petre. Prijeten In rokabili. hula hopa. Tako, Ja, in ja, hula hopa. ja. Prijeten rokabili stil, kako se vam zdi? V Sloveniji je dovolj popularen, bi se ga dalo še malo bolj spromovirati? Rekel, kot, zdaj, če včasih nekdo predalčka malo, kaj točno je, kakšen stil, ne. Tak kot pop, ja, lahko. Rekel, ker se je tudi ljudem, ko jim malo predstaviš, tudi na koncertih, malo bolj ta rokabili. Še nas so vedno rekli, aha, vi rokabili igrate, mogoče ni res, mi bomo rekel, tak pop. Že takrat je bil, rekel, taka muzika bolj pop, ne. In če mu pa malo tako predstaviš, wow, to mi je pa všeč, ne. Jaz rad migam, bom rekel, čeprav nisem plesalc, ampak muzika te more, zato da nisi namer. Tako, ste bolj pristaš take pozitivne, vedre glasbe. Ja. Tudi če je mogoče žalosten tekst, ampak vedno mora biti malo veselja. Nek Pozitivne, ritem. ja. In s kom ste že vse nastopali? Nekje sem prebrala, da ste v Cankarjevem domu tudi z neko zasedbo, ki je Elvisa spremljala. To smo imeli pa v Unionu, glih na 15 let naše prve plošče. Nekaj časa, kar bom rekel, malo potrudil, da sem jih dobil 1-3 leta, fantje oziroma gospodje. Ja, TCB band so se takrat imenovali, si se še danes. To so od leta 69 do 77 do konca igrali z Elvisom v studijih in skoraj na vseh turnejah. Ne. Rekel, še danes najboljših kitaristov, James Burton na kitari, on je tudi z Ricky Nelsonom začel, pol so tudi po 77 spremljali še Orbisona in Tom Jonesa, tako da so en najboljših glasbenikov na svetu. No. In kakšno je bilo doživetje takrat? Jaz sem bil tako malo kar v nebesih. Nekako že kot mejhen sem spremljal, rečemo to glasbo in gledaš takrat videokasete in se rečeš, wow, kako ti dobro igrajo, kakšen band, ne? In pol jih imaš enkrat sabo ob sebi na odru, je bilo pa brez besed sem takrat ostal vsi. V Cankarjevem domu ste tudi nastopali? Tudi ja. Smo imeli pa, enkrat smo tako naredili, celo spomnim, smo naredili 2 v istem dnevu, ne. Smo popoldanski in večerni šov. Rekel, če bi še malo mogoče več reklamirali, sem hotel malo tako narediti kot v Vegasu, teh, ki so bili šovi, sem imel lahko popoldanski, večerni, pa polnočni. Se pravi 3 v enem dnevu. Jaz sem malo pauze vmes in takrat smo imeli tudi za gosta Oto Pesnerja, tudi en najboljših pevcev v Sloveniji. In ima tudi tako muziko rad in tudi nekaj v Elvisa odpev. Tako. Nastopali ste pa tudi ne nazadnje v Zagorju, takrat, ko smo imeli še šotore. Ja, si me spomnila, ja. Kateri odri so vam pa osebno najljubši? Lih neki taki srednji. Mogoče včasih tudi velik oder ima svoj čar, ampak so ljudje predaleč. Včasih so mi lepi te klubski, zato ker se lahko bolj zbliža z ljudmi. Prej vidite odziv? Energijo? Ja, drugačno energijo, rekel, lahko malo bolj intimno sodeluješ.
Ker glasba je le, bom rekel, tudi ena interakcija med občinstvom in nastopajočim. Ni samo zdaj moram pa to odpeti. Ker meni všeč, predvsem zakaj tudi ta 50, 60, 70, ker takrat so glasbeniki mogli dobro igrati, predvsem v živo. Danes, bom rekel, se marsikaj nekateri na playback tako igrajo in ni tizga. Takrat so tudi v studiu mogli naenkrat posneti. Je bilo tisto 1, 2, 3, 4, danes lahko vsak posameznik. Takrat so bili res dobri. Se tudi danes se to vrača in če v živo igraš, je lahko vedno drugače. Ker danes je taka publika, jutri je druga publika na takem odru in lahko drugače delaš. Zato mi vedno poskušamo na koncertih vedno v živo, no? Ampak edino včasih na televizijah, ker se ne da tehnično, pa pač spustiš playback. Zasedba Rock and Band se je malo spreminjala z leti. Kdo ste zdaj v zasedbi? Z Blažom sem še vedno, sem rekel, kot stara zakonca, z Črnivcem že več kot 20 let sodelovanja, odličen kitarist. Zdaj pa mislim, da je že 3 leta, imamo tudi enega boljših basistov, Tomaž Tomzl-Repinc na basu, Tomaž Ferenc na bobnih, človek, ki tolče po tujih opnah, kožah. In mislim, da zdaj pa pol leta tudi dobro poje. Robi Humar pa na klavirju. Tudi vokalu, no. Pa vsi fanti tudi, bom rekel, pozranke zapojejo. Pa je zdaj kaj več težav glede vaj? Kako je, kje pravzaprav živite? Bolj narazen, bolj skupaj se dobite? Je, bom rekel, sta dva, bom rekel, iz Kranje, Senice, jaz sem bolj izven Ljubljane. Tako, da se vedno, sicer se radi dobimo, čeprav najboljše vaje so pa direkt na špilu. In je tisto tudi mal čar tega, ker se takoj sproti spomniš in narediš. Če je pa treba kaj posneti, se pa celo kaj vadimo, priznam, da je treba, še vedno. In studijsko snemanje je namreč tudi zahtevno, zahteva kakšne vaje že prej? Ja, predvsem zdaj tako, če sam aranžiraš, moraš že prej vse dobro zvajati, da ko prideš v studio, da ne trošiš časa, čeprav še tam kakšno idejo dobiš, pa še kaj na novo narediš, je pa lahko tudi razlika studijskih glasbenikov, včasih nam tudi kdo drug je posname, ne? Ker za studio je lahko mogoče drugačen del. Drug občutek v živo, rekel, je ekipa, ampak za studio pa lahko mi tudi, tako kot sem ti prej rekel, drug bobnar posname ali kitarist in mi nimamo nikoli z tega problema, zato ker vedno si moraš reči, izdelek mora biti dober. Moraš uživati. Tako. In vi uživate, kadar igrate v živo, domnevam, ne? Ja, obvezno. Playback je samo za studio rezerviran? Ja, pa še takrat to temu se probamo izogibati, če se da, ne? Po včasih tehnične narave in mi se hecamo bolj na playboy, kot na playback. Pa je kdaj težava, mogoče z glasom, ali je bila že kakšna dogodivščina? Ja, sem bil že kar fajn tisto prehlajen, tako da sem kumi odpel. Ampak kaj se potrudiš in greš. Takrat je pa malo drugače, ker si le tam in moraš. Oziroma si želiš, tako bom rekel, ne da moraš, želi si to. Pa mogoče včasih uživo malo intonacijo spremeniš, lahko tudi nič se prilagodiš. Ja, se prilagodiš. In s kom ste vse sodelovali? Prej malo sva govorila, da je Neno Belan bil precej pri vaših CD-jih prisoten. Na čist prve 3 pesmi se delala še s pokojnim Dominikom Trbentarjem, ki mi je tudi zelo veliko pomagal. To so bile prve 3. No, pa, ko smo pa začeli, sem spoznal Đurata in smo naredili prvi video spot, še Mlada ljubica. In potem nekako tako smo spoznali Saša Lošiča, pa smo naredili Jagode in čokolada. In za tisti CD nam je bil producent pa Neno Belan, ker on je bil tudi meni tako musko, ki nam je zelo bliz Džavoli. In smo kar nekaj njegovih priredb že naredili. Je pa on takrat rekel, če bi lahko pa te Jagode, ne? Je pa on pa leta 98 posnel pa hrvaško verzijo. Tako da včasih so ljudje vedno mislili, a to je hrvaška verzija, se rekel, ne, končno je eno, tisto, ki je lih obratno. Torej, da se je najprej slovenska. Pol nam je nekaj pesmi naredil tudi Vlada Divljan od Idolov,
Tako da, rekel, smo kar zavzeli dost nekih odličnih avtorjev. In na začetku ste kar skoraj vsako leto izdali album, potem se pa tudi glasba sama oziroma objava glasbe na internetu povečala in se je kar spremenilo, ne? Ja, rekel, mi smo lih še mogoče ujeli tista, zdaj bom rekel, bolj je to za založbe, ne za nas, ampak zlate čase dobre prodaje, smo imeli 4 platine, ampak takrat je bila sicer v nekaterih založbah 10,000, mi smo mogli 45,000 prodati, da smo dobili isto platinasto odličje, kako se temu reče. Plaketo. Pa smo se pa kar odločili, bom rekel, čez leta, sej prodajaš lahko CD-je ali te medije, ne daš na internet, gledaj, danes si ljudje lahko vzemite si dol in poslušajte. Če imate musko radi, musko moramo deliti. Rekel, ne, in nikoli ne gledamo z njo, moramo z njo zaslužiti, dajmo jo deliti, da se vsi dobro počutimo. Tako. Skladba De Rukenme je naslednja, oziroma videospot. Ja, ta tekst mi je napisal kolega Lado Bizovičar. On so še v enem prvem spotu igra Moja mlada ljubica, to je tisti, ki je bil pa, mislim, da že leta 95 posnet. In pri tem komadu smo imeli malo problemov zaradi takrat še nacionalne televizije. Ker marsikdo malo napačno tekst not sliši, jaz se zapojem nastavljam friz, dab, dubu, kis. Slišal pa kaj drugega. Pa ne vem, če to lahko v eter zdaj povem. Ne si poslušajo marsikdo sami, ne? razume, da pojem stara P. Ja, ampak ne, ni. In smo mogli takrat tekst poslati, pa v redu je. Potem so razumeli, da ni tako mišljeno. Ker včasih pri snemanju, ko si pil, vsi smo vedeli, kaj pojem in nisi bil pozoren na to. Sem rekel, zdaj vedno moraš enega vzeti, če točno ne veš. Da nekdo posluša. Kaj pa jaz pojem? In če te ne razumem, pa moraš še enkrat. Tako, no, pa si poslušamo. Še neobdelan spot. Še neobdelan. Rirukenme, atvaraj me, ko vidim tako mene se kar trese se. Rirukenme, atvaraj me, v srce, za tebe mi lahko še odpove. Ko prideš ti, se zmešam mi, se pred očmi mi zamegli se mi vrti. Rirukenme, atvaraj me, v srce, za tebe mi lahko še odpove. Kadar me pogledaš ti, se nasmehneš mi, za me drugega na tem svetu ni. In ko na plesi še greš, pa zgodi se veš, gledam te in zmeri padem dol. This rock and roll, oh my soul, te že držim, te že vrtim. Večer listam stanem pizda, dubu kis. Rirukenme, atvaraj me, v srce, za tebe mi lahko še odpove. Kadar me pogledaš ti, se nasmehneš mi, za me drugega na tem svetu ni. In ko na plesi še greš, pa zgodi se veš, gledam te in zmeri padem dol. This rock and roll, oh my soul, te že držim, te že vrtim. Večer lista stanem pizda, dubu kis. Rirukenme, atvaraj me, v srce, za tebe mi lahko še odpove. Za tebe mi lahko še odpove, oh baby, za tebe mi lahko še pade dol.
takole, spet smo nazaj. Kako pa nasploh naša glasbena scena? Prej smo omenili, da ste sodelovali s Katjo Fašink, pa s Tanjo Žagar, tudi Aniko tudi, Horvat. Ja, z Aniko, se je bilo kar nekaj duetov. Da me spomniš kaj. Se dobro razumete med sabo glasbeniki? Ni taka rivalska scena, da bi kdo koga izločal? Načeloma ne, vse verjetno siguren, kaj najdem, ampak bom rekel, jaz to niti ne gledam tako, kar se mi ne da. Če se hoče z mano ukvarjati, ne se jaz z njimi, imam jaz marsikaj drugega za početi v življenju. Kako pa sama promocija, takole v rumenih tiskih vas ravno ne vidimo? Ne, ker bom rekel, se včasih tudi malo izogibaš, tako 3/4 rumenega tiska itak naročenega, tako da lih ne naročamo. Torej, vi se promovirate s svojimi nastopi, ja, s dobro glasbo? Glasba se mora kot glasbo. Zakaj bi se jaz, ne vem, promoviral prek svojih otrok, po uno, tretjega, ker če se bodo se ne sami, polka bodo dosti stari, ne se za to odločili ali druge zadeve, ne. Vsej, bom rekel, še kakšna omestna, če kaj narediš, lahko, bom rekel, kot da je to zanimivo za rumene medije, ampak da pa to sam nekaj objaviš vsako, ne vem, ker se mi je stal v zlomu, pa to mi je pa, ali pa karkoli, ne, mi ni všeč. Kako pa gledate kaj na kvaliteto glasbe, oziroma ali je kvalitetna glasba pri nas cenjena, slovenska? Veš, pri nas je velika razlika popularen ali kvaliteten. Ker marsikdo včasih reče, ta je pa zelo najboljši. Seko, ne, ni najboljši, je pa najbolj popularen. Seko, kar je velika razlika, biti dober ali popularen. Imamo veliko dobre muzike, rekel, in tudi kvalitetne. Včasih kakšna taka muzika mogoče težko najde pot do vseh teh urednikov, ki ne bi bili uredniki, no, na vseh postajah, televizijah in tako. Rekel, ker če bi poznali dobro slovensko glasbo, bi od leta 50, če bi vzeli arhive ven, do danes imeli, ne vem, vsaj za 3 leta predvajanj, ne da bi en komad ponudili, in to kvalitetne. Kako pa glede nastopov, je kar rivalstva mogoče s tujimi nastopajočimi in glede samega ovrednotenja nastopov? Mislim pa, da se tukaj malo pozna. Rekel, čez leta se ta počasih, ne vem, se spomnim tistih konc 90-ih, rekel, v tuji, ne vem, je bil faktor krat 2 plačan, rečemo kot slovenski izvajalec, danes je pa to faktor že kar 3x4. Verjetno pa to, ne vem zakaj, kakšno organizatorji, rekel tako, sicer je fajn, da vedno imaš v organizaciji tako ime, ki ti pripelje ljudi. Zdaj pa reče, hoče, naj to plačujejo, ne. Rekel, ker imamo zelo dobrih, veliko slovenskih glasbenikov, glasbenic, skupin, ki mu rekel, če bi z isto mero, rekel, reklame in mu reklamiral nek koncert, bi imel čisto isto napolnjen in mogoče celo boljšo kvaliteto, kot jo dobivamo od kje druge. Menite, da bi z uvedbo kvot, kot si želijo na ministrstvu, to popravili, ali bi bil kakšen kontraefekt? Kakšno upiranje? Sicer jaz popravim, za vse privat, pač vrtijo tisto, kar njemu paše. Je pa mogoče fajn, da imamo več slovenskega jezika, ampak v glasbi, ampak vsaj tistega kvalitetnega, ker na koncu lahko pridemo tudi do tega, bomo pa vrteli čisto vse, kar lahko dobimo, ne? Lahko tudi kontravčink. To bo mogoče čas pokazal. Je bolj to v samih ljudeh, poslušalcih, urednikih, da sami ljudje to dojamejo, da je mogoče kaj dobrega, ne? Da bi rad to slišal. Ker zelo težko danes prosilaš ljudi, to moraš poslušati. Jaz to ne bi delal, ne? Da bi nekomu predlagal, to moraš poslušati, to moraš voziti, to moraš jesti. Mogoče tudi po vašem mnenju to le faza, ki bo prešla in se bo spet osredotočilo na nekaj drugega ali pa pač nazaj na slovensko glasbo? Ne vem. Res, veš, ko mi je želim si, da je več slovenske glasbe, predvsem dobro, predvsem da sami uredniki te, ki v bistvu predvajajo glasbo, da jo tudi več spoznajo. Se danes je problem tudi v tem, ker dobiš, ne vem, samo 5 nekih komadov
in bom rekel, lahko tudi niso kvalitetni, ampak je bil on za to plačan. Ker danes se lahko to zgodi, rekel, ima on x evrov svoje plače in zraven dobiš od nekega izvajalca, da mi pa to vrt, pa ti dam ne malo pravice ali denar in pa bo to vrtel, pa ni važno, ali je to sploh kvaliteten ali ni, ne. In pa se po drugi strani pa poslušalec sprašal, pa zakaj imamo pa mi tako glasbo, ne, mogoče nekvalitetno, zakaj ima pa tujci boljšo in pa pride do tistega efekta. Tako da, to so, bom rekel, včasih večplastne stvari, ki jih je treba malo pogledati v glasbi. Predvsem pa to, glasbeniki rabijo strast do glasbe, ne do popularnosti pa denarja. Glasba ne bi bila kot posel. Je lahko to odličen posel, ampak v prvi meri moraš imeti do tega strast. Sami se profesionalno ukvarjate? Na polovico, ja. Torej, ste predani pravzaprav glasbi? Ja, to te pa začne spremljati skozi, bom rekel, ne glede na kakšno vložko, ampak s tem živiš. To je tvoj način življenja. Pa vas vleče, da bi se šli preizkusiti v tujino? Jaz sem že bil in rekel, mi je veliko lepš doma, ampak ne zaradi tega, vse ljudje vidijo, ja, v Ugle bi tam lahko veliko več zaslužil, to je res. Ampak polko ugotoviš, ko so bili okoli mene, ne vem, pa imaš take varnosti, ki ne moreš se svobodno premikati. Jaz sem verjetno malo svoboden človek. Da se usedeš tukaj, greš kamorkoli, ne da te skozi kontrolirajo, da ti dajo in da nisi pol na koncu ptič v zlati kletki. Torej, neka svetovna popularnost lahko prinese s sabo tudi slabe strani. Ja, bom rekel, tisto malo te lahko zaprejo, omejijo in naredijo pritiske. Življenje pa tako, gledaj, da probaš biti čim bolj odprt, da se čim bolj zabavaš. Ste odprti tudi na družbenih omrežjih? Smo, ja, tudi, ja. Torej, vas lahko kontaktirajo? Včasih je bolj tako, včasih malo pozavam, pa kakšen dan kaj, ali pa cel teden te ni gor, ne. Ja, na Facebooku, bom rekel, tam smo celo najbolj prisotni. Ostalih še ne poznamo tako, sicer pa pol naš management, ki ti pa celo kaj pomaga, pri temu pa delajo. Torej, ja, na Facebooku, ja pa. Kontakte dobijo na spletni strani Facebooku in tam lahko tudi razne fotografije vidijo. Lahko, ja, spote, posnetke. To pa smo začeli kar objavljati, tudi kakšne neumnosti, če je treba. Pa kakšni koncerti, ki sledijo? Ne vem. To moram jaz pa spet pogledati na kakšen Facebook ali pa na internetno stran, da vidim. In v kakšnem znamenju česa bo še letošnje leto, 2016? Upam, da dobrega poletja in lepega vremena. Pa se bomo lahko, rekel, veliko zabavili, odzumbili, igrali. Rekel, je pa že kar do konca leta, že kar par takih, rekel, datumov in nekaj odrov. Se bo tudi kaj snemalo? Upam, da ja. Zdaj smo prejšnji teden smo še spet ene par demotov posneli, tako da na zadnje smo, mislim, da mesec pa pol nazaj dali eno pesem ven tudi, enega kolega, sicer tudi iz Reke dol, Pojdi z mano mala moja. Mi je tudi tako všečen. Bo videospot tudi posnet? Upam. Upam. Zdaj smo ga dali na YouTube samo kot iz kola slik. Za spot pa včasih se pač malo naredite, ne vem, ne imamo čas. Čeprav zdaj sem rekel, fajn je, da bi kamero sabo prinesel ali pa danes delal že s fotoaparati in posnameš, rekel, na različnih lokacijah, mogoče kaj iz koncertov tisto in ti pol skupaj naredijo. Pa si sami morda deloma zasnovo za videospot zamislite ali to drugi? Včasih ja, in poveš, rekel, in pol ti režiser in ti naredijo tvojo zgodbo. Ker včasih tudi problem, rekel, v teh 2-3 minutah popreča narediti neko zgodbo. Jo je težko, ne? Rekel, ti moraš film pogledati 2 ure, glej, imaš zgodbo, v 3 minutah moraš imeti pa dobro sliko in lepo dinamiko, pa lepe kadre, slike, no. Tako, mi se veselimo vaših prihajajočih projektov. Hvala. Za danes vam najlepše zahvaljujem, da ste prišli in upam, da še kdaj takole poklepetava. Če gre pa to danes, pa kako še en lep dan žena, ne, vsem. Hvala lepa. Prosim, tebi tudi, ne. Hvala lepa. Mi se pa poslavljamo z videospotom Jagode in čokolada. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje. Dio.
si moja pesem, bila si moj edini zaklad. Nikoli nisem bil srečen, kot sem bil takrat, neumen in mlad. Jagode in čokolada, ne razmišljaj, ko si mlada, srce naj te vodi in nič se ne boj. Jagode in čokolada, naj spomine ti pričara, kadar bo z drugim ali z menoj. Spomnim se septembra prvega, spet sva se v šoli srečala. A hitro sem spoznal, da zavedno ti si odšla. Tam na šolskem vrtu z drugim se poljubljala, ostal sem sam. Jagode in čokolada, ne razmišljaj, ko si mlada, srce naj te vodi in nič se ne boj. Jagode in čokolada, naj spomine ti pričara, kadar bo z drugim ali z menoj. Jaz ljubim, jaz ljubim, veš, ljubim. In naj se ona spi, če ne bo, če